Hej, en prijeten praznični pozdrav. Danes počivamo, tako da jaz bom vsem govorila malo o gibanju. Smo nazaj. Včeraj sem nekako govorila, zakaj se je potrebno gibati skozi celo leto, torej tudi poleti. Tako da si lahko greš pogledat prejšnji video na mojem Lavitas FB strani je na zidu. Danes pa nekako bom izpostavila eno stvar. Dobila sem zelo dober komentar. In sicer meni je preveč vroče in se mi ne da gibati, ne? Ko je preveč vroče. Ja, dajmo tole malo pogledati, no? Ker se mi zdi res ful fajn, da tudi o tem majčkeno več besed, a ne? Je res, a ne, ko je vročina, ja, pač ne smemo forsirati svojega telesa in je fajn, da ga hladimo. Kako ga pa hladiš na naraven način? Tako, da res predihaš telo. To je osnova. Torej, da ne dihaš tle gor, pa na škrge, ampak da res vdihneš v celotno telo. To je zelo pomembno, ne? S tem, da je tudi fajn, da pač za telo poskrbiš, da je hidrirano. To je pa druga zadeva, ne? To pomeni, da piješ dovolj vode, ne mehurčkov, pa ne kave, pa ne vem, kaj še vse pijete, no, ampak voda je tista, ki hidrira telo. Vse, kar je pa ostalo, ga pa dehidrira. Žal. In tlele res ne morem iti mimo tega, če spiješ kavico zjutraj, popij ful vode zraven. Okay? Ker kavica dehidrira telo in moraš toliko več vode potem dovajati. To je prva zadeva. Potem, kar se drugih stvari tiče, sploh nam šla tako globoko, ker ni zdajle tole bila moja domena, ampak dejte res paziti na hidracijo telesa. Ful pomemben. Kar je pa še bolj pomemben, ker bo zdajle ful se kontradiktorno slišali, a ne, ne pij mrzle vode. In je šok. Kako naj se pa pol ohladim? Ohladiš se tako, da dovolj spiješ. Najboljš, da piješ vodo, ki je telesne temperature. Zakaj? Mogoče malo zdaj, kaj je vroče, mogoče kako stopinjo, 2 manj. Več pa ne. Zakaj? Zato, ker če ti piješ, prvič je ful vroče, telo se že tako pregreva in zdaj boš ti v to pregreto telo vrgla, ne vem, 5 stopinj mrzlo vodo. Kaj misliš, da se bo zgodilo s telesom? Enostavno bo šel v krč, ker je to šok za telo. Telo ima 36-37 stopinj in če ti njemu daš 5 stopinj, to je isto, kot da ti zdaj se vrgla v 5 stopinj morja, ne? Tako približanje, ampak to tako pač, da ni na celotno telo, ampak pač imaš sam določen del telesa. In res polagam na srce, pij vsaj sobno temperaturo, to je minimum, kar lahko privoščiš telesu, ko je vroče. A ne? A drugače pa eno tiho pravilo je pač to, kakor je temperatura telesa, naj bo tudi vnos pač vode, a ne, stopinj kot toploto mislim, a ne. Tako da tlele res dejte paziti te stvari. Tretja zadeva pa je, da
pač se umaknemo v vročini, kolikor se le da, a ne. Zdaj tisti, ki ste na morju, se greste ohladiti pač v morje in potem pridete in ste v senci, a ne. Tisti, ki pač nismo na morju, se nekako ali umaknemo v senco ali pa pač v svoj prostor, a ne, ki ali ga skladimo ali je saj zračen, a ne, tako da imamo nek prepih ali pa karkoli. Skratka, najprej moramo poskrbeti za telo, a ne, da se dobro počuti, sploh v tej vročini. Potem pa ni razlog, vroče je, ne da se mi gibati, a ne, ampak potem ali gremo zgodaj zjutraj, pa naredimo par razteznih vaj, vsaj raztezne vaje, recimo, ne rabiš zdaj neki ful kardio pa bum, 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 a ne, ampak mirne stvari, dihanje, stretching, mirno gibanje, z dihanjem, recimo vdih in izdih in vdih in izdih. To so vse pretočne vaje, ki samo v bistvu tudi hladijo telo in res tudi v bistvu te vržejo v ta pretok in enostavno v to boljše počutje. Jaz kot gibanje, sploh pa poleti, ne mislim nekaj, da boš zdaj ti se skurla, ja? Ampak lahkotno gibanje, ki podpira notranje organe, ja? Ki podpira notranje sisteme in tako dalje, ne? Tako da vse to se tudi v vročini da, definitivno. Ali greš zgodaj zjutraj, zdaj če si zaspanc, pač greš ko ob sončnem zahodu, ko se pač majčkeno shladi. Vse se da, to so sami izgovori, a ne? In potem je telo zasedeno in zastoj energije in tako dalje, no. Bom to še govorila naslednjič, v naslednjih dneh, ko se pač vidimo zdaj. Tako da to sem samo hotela dati te pač res 3 iztočnice, ki jih res zdaj pazite tudi ob vročini. Zato te spodbujam, da mi majčkeno napišeš v komentar, katere tekočine nekako so tvoja prioriteta poleti, ali je med njimi tudi voda in koliko vode spiješ na dan. To me res ful zanima, no? Da vidimo, pa bom jaz jutri majčkeno povedala, koliko je recimo za odraslega fajn, da spije vode. Ok? Tako da res se veselim komentarčkov, se veselim pač vaših mišljenj in jutri nadaljujemo in se družimo dalje. Za enkrat pa res miren praznični dan, pij dovolj vode, dihaj s celim telesom in pa pazi, da vseeno se ohladiš, da si nekje, bom rekla, ne glih na soncu in teh stvarih, ampak čez dan probaj biti nekje v enem ozadju, osenčenem prostoru ali bolj hladnem, kakorkoli, in pa seveda ne pozabi na gibanje. Ful pomembno vsak dan. Srčno te pozdravljam in se vidiva jutri. Vita živja.